Časopisna hiša Večer je danes opoldne v Murski Soboti podelila večernico, najbolj prestižno nagrado za mladinsko književnost, ki jo je iz rok glavnega in odgovornega urednika časnika Večer Tomaža Ranca prejela Brina Štampež-Mavc za svoje delo Cesar in Roža. Kakšni so občutki, ko ste izvedeli, da boste prejeli nagrado? Moram reči, da sem bila totalno presenečena, res presenečena, nisem pričakovala niti v sanjah in mogoče so zato občutki še toliko lepši. Lepši ne bi mogli biti. Zakaj prav mladinska literatura? To bi morali pa muze vprašati. Poklicali so me. Tako, zgodilo se je, nisem razmišljala nikoli o tem. To je samo po sebi prišlo. 14. po vrsti bo danes podeljena večernica, torej danes bo zasijala nova zvezda na nebu otroške in mladinske literature. Iskrene čestitke dobitnici. Čestitka in pa zahvala časopisni hiši Večer, ki goji to tradicijo, da se tukaj v Murski Soboti podeljuje ta nagrada. Knjiga, ki je po mnenju 5-članske žirije pod vodstvom Vlada Žabota le navidezna zbirka pravljic, bo tako zanimiva za branje tudi starejši publiki. Cesar in Roža, to je 9 pravljic, ki pravzaprav evocirajo nekako klasično pravljico, vendar pa jo na nek način zaobrnejo in jo čisto svoje preinterpretirajo. Tako da na enem nivoju lahko te pravljice berejo tudi majhni otroci in uživajo v svojem nivoju, medtem ko v vseh podplasteh pa lahko uživajo tudi odrasli. To ni branje za najmlajše bralce, to je branje nekje za nekoliko starejše osnovnošolce, recimo pa tudi za tiste vseh starosti ljudi, ki pravzaprav hočejo brati dobro literaturo, ker to je na vse zadnje dobra literatura. In kaj je bilo tisto, kar je prepričalo žirijo? Delo je posebno zato, ker pravzaprav avtorica tukaj zavestno vzpostavlja nek tradicionalno pravljiški milje, ampak tudi zavestno naredi to, da tisto točko, ki je dejansko bistvena za pravljico, tisti stik dogajanja z nečim svetim, z nečim skrivnostnim, z nečim mitskim ali pa arhetipskim, tisto zamenja bodisi z ironijo, bodisi z neko grotesko. Ker pa Vlado Žabot meni, da večernica zaradi svoje narave ne more sijati vse leto, se bodo v prihodnosti potrudili za mladinsko literaturo uvesti znak kakovosti, ki bo bralcem v pomoč pri odločitvi za nakup ali izposojo knjige.